Jaz predstavljam orodje Slido. To je orodje, ki omogoča zelo interaktivno vodenje sestankov, dogodkov, kakšnih načrtovanj ali pa preprosto kakšnega čist druženja, ne vem, družinskega druženja v končni fazi. S orodjem sem se srečala v bistvu zato, ker sem potrebovala eno orodje, s katerim bi moderirala eno načrtovanje, ki je bilo v osnovi strateško načrtovanje, se je zdelo, da bo malo bolj dolgočasno. Potem sem pa odkrila to orodje, kjer preko njega lahko pač narediš stvari veliko bolj dinamične, če rečem tako na hitro. Tako da to je v osnovi tisto, kjer ga jaz uporabljam, oziroma zakaj sem ga začela uporabljati. Uporabljala sem ga pa zdaj že pri zelo različnih zadevah, od moderacij krajših dogodkov, uporabljala sem ga za praznovanje 30-letnice moje sestre, ki je moglo potekati virtualno, uporabljala sem ga pri večjih dogodkih, pri dogodkih za prijavitelje v moji službi recimo, potem pri čist takih krajših delavnicah, ko rabiš samo čist tak malo bolj dinamičen, interaktiven word cloud pripraviti, tako da na zelo različne načine. Uporabljala sem ga tudi na treningih, ko smo izvajali prvi trening, večdnevno usposabljanje v popolnoma virtualno, ker sem ugotovila, da se zelo dobro poklopi tudi z možnostjo integracije v Google Slide ali pa v PowerPoint, tako da v resnici ne rabiš preklapljati in je vizualno manj naporno za tvoje udeležence. Tako da ja, na vseh koncih ga uporabljam, kadarkoli pride priložnost v bistvu. Okej, zdaj čist v resnici povedano zato, ker sem našla način, kako ga lahko, ker seveda obstaja tudi plačljiva verzija, in oni so imeli vsaj pred časom v ponudbi plačljivo verzijo z popustom za pedagoge, za učitelje. To je bila prvi čist finančni razlog. Saj zame zato, ker mi osnovna verzija ni zadostovala. Osnovna verzija drugače je čisto okej za splošno uporabo, jaz sem želela pa izkoristiti možnost brandinga zraven, da so bile, se pravi, prosojnice pri Slidu tu v barvah tiste blagovne znamke, za katero sem delala, zato da sem lahko malo bolj kompleksne grafikone izvozila ven, in zato da sem lahko imela več možnosti oziroma več templateov za moderacijo. Zato sem se pa odločila za plačljivo verzijo, in mi je bila v primerjavi, pač bila je finančno dostopnejša, plus vizualno mi je meni bila bolj privlačna kot njihov ta največji konkurent. Tako da na koncu mi je to odtehtalo. Testirala sem pa različne, recimo, ne vem, v primerjavi s Kahootom, recimo, so ene zadeve zelo, zelo zanimive, pa zelo podobne, ampak ravno tega momenta brandinga, ki je pri kakšnih večjih dogodkih ali pa za kakšne naročnike zelo pomemben, da stvari izgledajo poenoteno in tako, je bilo to zelo hitro, pa veliko lažje doseči. In pa pol te integracije, zdaj mislim, da so jih dodatno dodelali tudi, morda, da so dostopne tudi v popolnoma brezplačni verziji, recimo integracija v PowerPoint, pa integracija v Google Slides, ampak drugače je bilo takrat, ko sem se za to odločila, je bilo to takrat ena od prednosti, ki se mi je zdela fajn, da mi ni treba preklapljati 500 oken pri virtualni facilitaciji. Jaz mislim, da lahko podpre nekoga, se pravi, kogarkoli, ki more na zanimivejši način predstaviti ali produkt, ali storitev, ali pa idejo eni publiki in s tem prikazati tudi malo bolj dinamično plat ideje. Recimo, morda tudi zelo suhoparna statistika ali pa kakšni podatki, se jih lahko zelo hitro poživi z eno z interaktivnim vprašalnikom, pri kateremu ljudje in real life, se pravi, instantno vidijo odgovore, se stolpci premikajo takoj, recimo, ne vem, za segret oziroma kot icebreaker, da se ti prikažejo besede v word cloudu, recimo čist tak brainstorming, predvsem zaradi izzivov, ki jih imamo zdaj z virtualnim okoljem, ne vem, ali pa pri kakšnih večjih dogodkih, ali kadar imaš neopredeljeno, nepoznano širšo publiko,
od katerih bi rad dobil pozornost. Pač ni nujno, da ti jo bojo vedno namenili, ni nujno, da si tako karizmatičen ali pa da tvoja prezenca toliko pritegne, da te vedno poslušajo. Če jim daš pa malo dela v to, da se morajo nekaj prijaviti ali pa preko enega kviza sodelovati, je pa zadeva dovolj preprosta, da jo znajo uporabljati tudi zelo neizkušeni uporabniki, vsaj po moji izkušnji, no? In dosti zanimiva, da je tudi zanimiva za tiste, ki imajo zelo kratek ta attention span, se pravi, koliko časa lahko ostanejo osredotočeni. No, tako da za kakršnokoli predstavitev pobude, sploh zato, ker za zbiranje idej, recimo za kakšne vprašalnike, namesto da rečeš, rešite po Google Formsih, zato ker lahko vsi naenkrat vidijo odgovore, se mi je zdelo to zelo uporabno. No, tako da tudi in pri predstavitvah pobud, tudi pri snovanju, jaz sem to uporabljala tudi za strateška načrtovanja, se mi zdi, da omogoča en tak participatoren proces, samo dobro, ki moraš naštudirati oziroma malo bolje pripraviti. Ja, meni recimo največji minus mi je bil to, da orodje ni v celoti brezplačno, ne, se pravi, takoj, ko hočeš večje modifikacije delati, da pač, oziroma tako, če bomo rekli, če se izmišljuješ z brandingom, hočeš logotipe dajati gor in tako naprej, se zelo hitro zgodi, da prideš v plačljivo verzijo, ampak morda zame še večji minus je to, da če po pomoti zadevo zbrišeš, se pravi, ne vem, pripravlja iz enega seznama oziroma menija, če stvar zbrišeš, jo je težko dobiti nazaj, se pravi, nimaš backupov, recimo teh anket, tako da ja, moraš biti boljš, da pustiš kakšno stvar več. Jaz sem ravno prej šla pogledati v portal, pa imam stvari iz 2016, zato ker sem se ustrašila, da bi se mi izbrisalo in od takrat naprej se jih ne tikam. Ne. Drugače pa ja, no to je mogoče najbolj stvar, ki me predstavlja največji izziv, pa mogoče to, no, da moraš pač, tako kot pri večini teh malo bolj naprednih orodij, biti pozoren pri tem, kdaj se ti, če se odločiš za plačljivo verzijo, kdaj se ti obnavlja, zato ker imajo letno naročnino. Se to je čisto tako iz izkušnje, no, ampak da se ti ne kar naenkrat obračuna letna naročnina, ker pač smo vajeni mogoče tudi tega obračunavanja na mesec. Ampak jaz drugače ga res priporočam, pač meni je res super, jaz ga res uporabljam pri večini zadev, ko jih pripravljam, kadarkoli rabim interaktiven element, uporabim slajdo. No. Pa pač to je čisto tako osebna izkušnja, ne dobim nobenih referral points ali karkoli. Tako no, ne vem, se mi zdi, da je fajn, no, sploh kadar si morda prisiljen v virtualne izvedbe, so taka orodja ful privlačna. Dobro vprašanje. Ja, zanimivih je kar nekaj, ne, ampak meni recimo mi je bila velikokrat se zgodi, da na začetku ali predavno ali česa tako pripravimo, kakšen ta word cloud, ne, kaj se vam zdi, da je to pa to, ne. No, in smo imeli pri enem izmed facilitacij dogodek in se pravi, to anketko oziroma ta word cloud smo pripravljali in je bilo zanimivo to, ker so bile udeleženke starejše gospe in smo v resnici porabili več časa, da smo vzpostavili z njihovih telefonov internet, kot pa to, da smo, koliko časa je trajalo, da so se prijavljali v programček noter, ne, ker je pol pa samo odpreš spletno stran, vneseš kodo in tipkaš, ne. In zanimivo je bilo, ker je bilo navodilo, napišite v eni besedi, no, ena gospa nam je pa napisala cel stavek in vsako besedo posameznega, se pravi, vsako besedo v stavku posebej objavlja in je Word Cloud zgledal pač ful hecen, ker so vsi ostali napisali po eno ključno besedo, potem so bili pa te random zlogi oziroma random besede z njenega stavka razmetanja okrog in je tako izpadlo simpatično.